Pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Oktober trka na vrata. Napoved za oktober smo že pogledali v prejšnji oddaji, ker pa je letošnje leto specifično, vem, ponavljam se, in tudi letošnji oktober specifičen, vem, ponavljala se, pa še bom. Sem se odločila pripraviti eno posebno oddajo, v kateri se bomo posvetili prav oktobru, novim začetkom, preobrazbi življenja in predvsem rezu preteklosti. Za tiste, ki si morda še niste pogledali oddaje namenjene 9.9., tam notri se skriva poseben ritual, kako pustiti preteklost za seboj, kako se postaviti tukaj in zdaj v sedanjosti, obrnjeni v prihodnost. Poglejte si ta ritualček, kadarkoli vam lahko pomaga. Smo pa v zelo specifičnem času, v katerem se od nas pričakuje, da odrežemo vse tisto, kar nam ne služi več. Na svetovnem prizorišču vidimo je vse več protestov, vse več nasilja, vse več, ne želim reči uporništva, ampak bom izbrala besedo potrebe po osvoboditvi. Tudi v našem lastnem življenju se nam bo to dogajalo. Torej, dragi moji, kateri deli vas kričijo po osvoboditvi? Kje se počutite zatirane? Kje, kdaj, kako in zakaj? Sami sebe utišate. Kdaj ste se tega naučili? Vsi imamo takšne in drugačne negativne, boleče izkušnje za seboj, ko smo se morda naučili, da je bolje, da smo tiho, da je bolje, da kimamo, da je bolje, da smo pasivni. Ko smo iz takšnih ali drugačnih razlogov se odločili ali sklepali, da nam ne bo uspelo. Kaj pa, če bi vse to vrgli v smeti? Kaj pa, če bi vse to pustili v preteklosti? Kaj pa, če bi se ta trenutek odločili, da bomo izbirali drugače in da bomo, če nič drugega, poskusili? Dragi moji, naj bo oktober resnično čas, v katerem se prepletata pomlad in jesen, ko žanjemo, ko pravzaprav se bomo še nekolikokrat naspali, preden se prične 1. november, pa potem veseli december. Naj bo to čas iskrenega, brutalno iskrenega pogleda v sebe. Torej, dragi moji, kaj vam sporoča vaše telo? Kako se počutite? Ne govorimo o tem, ali ste zadovoljni, ali gledate, kje imate kaj špeha, koliko imate novih gub. Ne, govorimo o vašem dejanskem počutju. Kaj vam sporoča telo? Zjutraj, ko se zbudite, ste utrujeni, ste cunjasti. Kako poskrbite za sebe takoj zjutraj, ko se zbudite? Je prva stvar kava ali prej popijete kaj vode, mogoče limonado? Kaj zdravega pravzaprav v resnici počnete za sebe vsak dan? In kaj so tista sporočila, ki vam jih želi predati telo, pa v kopici obveznosti hitrega tempa enostavno ne uspete prisluhniti? Oktobra bo to nekoliko lažje razumljivo, predvsem pa, ker je oktober mesec novih začetkov. Ja, dragi moji, dajmo začeti bolj zdravo živeti. Za nekoga bo to preprosto dodajanje 2 decilitrov vode zjutraj, ko se zbudi. Za nekoga bo to malo večja solata pri kosilu kot prej. Za nekoga bo to drugačne vrste gibanja. Jaz pa upam in si želim, da bomo vsi prisluhnili sebi, svojim potrebam in pravilno presodili, kaj je za naše telo zdravo. Včasih nas v to prisili bolezen, včasih nas v to prisili tista kronična utrujenost in izčrpanost. Opozorilni znaki pa so tam prej. Torej, dragi moji, kaj je tisto, kar je dolgoročno zdravo za vaše telo in zakaj si boste hvaležni v starejših letih? Kajti za več McDonald'sa, pa več cukra, vam zagotavljam, da ne. Kaj pa naše psihično stanje? Kakšni se zjutraj zbudite? Si rečete, the best, še en dan, jej! Le kaj lepega se mi bo danes zgodilo. Kot otrok, načeloma, smo se veselili vsakega dneva posebej. Vsaka dogodivščina je bila tako razborljiva, vse nas je zanimalo. Ste še vedno taki? Ste še vedno radovedni? Še vedno raziskujete? In kaj raziskujete? Ali smo znova pri stvarih, ki morda niso ključno pomembne, pa s tem ni nič narobe, dragi moji, če pogledate 15 telenovel na dan, nič narobe, če se pri tem sprostite. Moje vprašanje vam je, koliko duhovne hrane vnašate v svoj v svoj duh,
v svoje zavedanje, vase. Koliko kvalitetnih vsebin spremljate, ki vas bodo pobockali točno tam, kjer boli, da bodo zbezale ven, kje je potrebno delati na sebi. Kakšne knjige berete, kakšne dokumentarce si ogledate, katere delavnice se lotite, kakšne vaje počnete. Torej, dragi moji, čemu v resnici sledite? Pri vsakem mojem tedenskem horoskopu so vprašanja v pomoč. So tudi ključne besede, ključni namigi, zakaj je tisti teden dober. In vsak moj numeroskop se trudi biti konstruktiven, v smislu, da nam nekako da neko kost zaglodati. Torej, dragi moji, dajmo malo glodati. Kaj bi porekel tisti otrok, ki ste vi nekoč bili, ki je verjel v Božička, ki je verjel, da bo morda astronaut, da bo mogoče mehanik, da bo mogoče princeza? Ste padali na te stereotipe kot otrok ali ste že takrat malo drugače razmišljali? Česa ste si v resnici želeli? Kaj je ta astronaut? Kaj je ta princeska pravzaprav simboliziralo? Je to pomenilo, da ste sami svoj šef, da nimate nadležnih sodelavcev, da ste bolj kot ne nekako v nekem okolju, ki je nenavadno, da ste frajer, ko ste astronaut? Ali biti princeska pravzaprav želja po pripadnosti, po varnosti, po temu, da se z nami ravna lepo in se nas spoštuje kot žensko? Se pravi, obratno od služkinje. Torej, dragi moji, kaj pravzaprav je bilo tisto, po čemer ste kot otrok hrepeneli? Kaj vas je fasciniralo? In kaj bi vam tisti otroček danes rekel? Če bi se usedel z vami za 15 minut, pogledal vaše življenje, bi vam rekel: ful dober, to si dosegel oziroma dosegla, si se naučil, naučila, katere vzorce svojih staršev ste premagali, katere navade ste presekali, katere izzive ste dali skozi. Se sploh kdaj pohvalite, dragi moji? Se sploh kdaj usedete dovolj dobro, da bi pregledali svoje dosežke, svoje uspehe in jih sploh prešteli? Prejšnji teden sem imela zelo zanimivo svetovanje z gospo, katero sem jaz dojemala, da je zelo veliko dosegla v življenju, da je zelo sposobna, da je zelo bistra, ampak je pač v enem takem posebnem precepu, v katerem se v tem trenutku še ne vidi spremembe, ki prihaja. In mi je bilo hudo jo poslušati, ko je nekolikokrat rekla: nimam kaj pokazati, nič nisem dosegla. In se mi zdi, da velikokrat ne znamo sploh v resnici se toliko odmakniti sami od sebe, da bi dojeli, kaj vse smo dosegli, presegli, se naučili. Zato vam želim, da si vzamete ta čas, ne zato, da se kritizirate, ne zato, da gledate pikolovsko, česa ne znate. To ni bistvo življenja. Za marsikoga pa je bila takšna pot v življenju za njimi, ko so nas opozarjali samo na to, kaj smo narobe naredili, preslabo naredili, katera ocena v šoli je bila slabša, kot so si starši zamislili. Vsaj moja generacija smo še bili deležni tega, da se nas je kritiziralo in zelo malo podpiralo. Ampak vsi danes imamo možnost sebe prevzgojiti in svoj notranji dvogovor spremeniti. Se pravi, usedite se s tem otrokom, ki ste nekoč bili, in mu povejte: poglej, ti moj mini mi, to sem doživela, to se mi je zgodilo, to sem dosegel, sem se naučil, sem presegel. In bodite ponosni nase. In potem se usedite z vašo 106-letno verzijo in se pogovorite s to osebo, česa si od tega trenutka naprej želite. Kaj je tisto, kar si res želite doživeti v življenju? Saj vam ni treba biti mati Teresa in rešiti pol Afrike lakote. Kaj pa, če je vaš cilj letenje s padalom, z zmajem, z balonom? Kaj pa, če boste tako astronaut? Kaj pa, če je vaš cilj stilska preobrazba, profi make-up, razvajanje?
Kaj če je vaš cilj se naučiti eksotičnega tujega jezika? Neko zanimivo potovanje. Naj to postane cilj, ne želja, ne neko oko bi vsaj razmišljanje. Kajti veste, dragi moji, velikokrat so nam stvari veliko bolj lahko dosegljive, pa si jih mi kompliciramo, oziroma včasih niti ne poskusimo. Leta 2015, ko sem šla prvič v Pariz, na poseben dogodek, ki so ga organizirali v sklopu spomina na odkritje Amerike, prav gotovo v tistem trenutku nisem imela dovolj budžeta, da bi rekla, grem v Pariz, first class. Dragi moji, jaz sem šla v Pariz in nazaj za 9 evrov z Ryanairom. Zato, ker se v tistem trenutku nisem pustila odgnati. Nisem si mislila, da bom to pocet skozi prišla, se pa ne pritožujem. Torej, dragi moji, raziskujte vse svoje možnosti. Vse svoje možnosti bolj zdravega življenja, za kar si boste pri 26, sploh pa pri našem zdravstvu, hvaležni. Raziskujte svoj izzivajte ga. V osnovni šoli, po šoli smo se učili za teste pa za izpite, kaj pa pol? Pa smo pa kar malo nehali. Izzovite sami sebe, da se boste naučili nečesa novega. Zdaj pa res takšnega, kar vas zanima. Zdaj pa res takšnega, kar vas veseli, v čemur ste radostni. Naučite se sprostiti svoj Tega nas niso učili v šoli. Roke smo mogli imeti na hrbtu, tiho smo mogli biti, pa vse smo mogli na pamet znati, pa točno tako povedati, kot je profesor večinoma od nas pričakoval. Radostite se stvari in v njih uživajte. Jaz si ne predstavljam dneva brez plesa, tudi če to pomeni, da migam z boki v lastni kuhinji, da plešem čez dnevno sobo. Kaj je tisto, kar vas veseli in kar lahko vpletete v prav vsak dan? Ne glede na to, koliko vas doma živi, kakšno službo imate, vsi si lahko popestrimo svoje dneve. Se pravi, hranite se z radostjo, iščite, ustvarjajte, kreirajte radostne trenutke, ustvarjalne momente. Tako sprostimo svoj tako se bolj pozitivno naravnamo in tako najdemo rešitve za probleme. In ne obratno, ko smo kar malo sprogramirani najti problem za rešitev. Torej, dragi moji, kako vam kaj gre na duhovni ravni, na osebnostni ravni? Kakšen je vaš odnos do sebe? Kako se vi s seboj pogovarjate? Tako se pogovarjate z vesoljem. In veste, svet ni proti vam, čeprav včasih je tak občutek. Zato se ne obnašajte, kot da ste vi proti svetu. Pretirani obrambni mehanizmi včasih dosežejo tudi to, da zunaj pustimo in odrinemo tisto, kar je dobro. Preglejte mesec oktobra svoje odzive. Ali resnično verjamete, da za vas dobro obstaja? Ko spremljate kakšen film, nadaljevanko, berete o stvarih, scrollate po socialnih omrežjih, se malo opazujte, ali je vaša reakcija, tole se mi zdi pa fajn, jaz bom tudi, ali je vaša reakcija blagor se enim, kar lahko, ste morda malo zavistni, si morda želite, da se ne bi imeli fajn. Kakšna je vaša pristna reakcija? Ne glede na to, je politično korektna, ali je sočutna, ali je taka, kot se od nas pričakuje. Vaša je in nekaj vam sporoča. Se pravi, naj bo mesec oktober pravzaprav čas oprezanja, raziskovanja, kvalitetnih vprašanj. Tudi v opisu tega videa jih imate, zato da se lahko v miru sedete, preberete vprašanje in mu namenite potreben čas za vas. Dragi moji, ta oddaja je nalašč kratka, zato da vas spodbuja k razmišljanju. Opazujte vse plati svojega življenja. V mojem vodniku, ki vam je mimogrede že na voljo v prednaročilu po znižani ceni, cel oktober, preden se vas dirandaj novoletnih daril prične, vedno v vsakem mesecu, za vsak mesec dodam vprašanja, meditacije, afirmacije, vodila, na čemu delati. Kaj je tisto, kar je v tistem mesecu ključnega pomena, da pri sebi raziščete, pri sebi morda zdravite, pohvalite, na kaj biti pozorni, kje so pasti, kaj pa je tisto, kar se vam lahko lepega zgodi
pa zaradi slabih izkušenj bi morda lahko spregledali. Dobro veste, v mojih vodilih, v mojih napovedih, v vsem, kar počnem, zelo rada postavljam vprašanja, kajti odgovori niso v meni, niso v numerologiji, odgovori so v vas. Ko pridete k meni na svetovanje, vam lahko zelo pomagam. Imam ogromno pozitivnih feedbackov od vas. Ampak pravzaprav odgovore, napotke sem najdla v vas. Ja, numerologija ful pomaga, ne bom lagala. Absolutno. Ampak, dragi moji, vsi odgovori so v vas. Spravi, oktobra raziskujte sebe. Veste kako? Veste kako? Tako, kot da bi bili stari 14 let in prvič na frišno zaljubljeni. Takrat nas vse zanima. Čisto vse. Raziskujte osebo, ki ste danes, in na to se posvetite vsemu tistemu, kar ta oseba potrebuje, da bo postala oseba, na katero boste ponosni in da bo postala oseba, ki si pravzaprav želite biti.